Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kdo v resnici smo. A veste, kdo v resnici smo? Kdo nam je povedal, kdo v resnici smo? 2000 let nazaj je živel Jezus in on je govoril, da smo božanski, da smo božji otroci. In zdaj, če mi gledamo, mi kot starši, ko imaš svojega otroka, se zavedamo, da je to mali človek. In vemo, da je človek, to ni žaba, ni črv, ampak je mali človek. In vemo, da ta mali človek, ko se bo naučil, ko bo naredil lekcije, ko bo zrastel, bo postal velik človek. No, ravno tako pa je, kot ta se pravi, če smo božji otroci, pomeni, da ko bomo zrastali, ko bomo osvojili znanja, bomo aktivirali svoje božanske moči. Zato, ker smo ustvarjeni po božji podobi. In če smo božji otroci, in tukaj imam karto, božanska podpora, podpirajo me vse svetle sile, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. In prej, ko sem razmišljala še o tem, kaj bom govorila, še karta, resnica, kdo v resnici smo in bitja svetlobe. Jaz sem nosilka luči in sprememb, skozi mene teče božanska svetloba. Normalno, ker smo božanska bitja. In božanska bitja imamo možnost, imamo sposobnost, da ustvarjamo. In ustvarjamo v bistvu iz svojega polja to, kar nosimo v sebi. Se pravi, če jaz nosim v sebi zapis suženjstva, ali pa da se mi je zataknila energija v enem življenju, ko sem bila suženj, imam mogoče v tem življenju velike težave s tem, da dvignem glavo in da rečem, saj sem svobodna, saj sem svobodna. Ali pa recimo, sama sem imela velike težave z bolečimi koleni in nenazadnje, kaj so me učila? Nimam več težave z bolečimi koleni, ampak odkar pomnim kot otrok sem imela težave s koleni. Dejansko, to je pokazatelj, da sem se učila samovrednosti skozi spolno čakro. Se pravi, jaz kot ženska v ženskem telesu, da se spomnim, kdo jaz v resnici sem. No in prav to, kdo mi smo. Jaz sem veliko več, kot se zdi. Tudi ti, ki tole poslušaš, si veliko več, kot mogoče misliš, da si. In mogoče je čas, da vstaneš s kolen, mogoče je čas, da dvigneš glavo, mogoče je čas, da se osvobodiš nekih kopren, nekih prepričanj, ki te držijo v tem, da verjameš vse to, kar ti nisi. In prav tukaj je problem. Mi verjamemo vse to, kar mi nismo. V sebi pa nosimo to božansko iskro. In ko bomo v sebi vzpostavili popolno ravnovesje, tukaj zdaj sicer res govorim o teh čakrah, govorim o tem, ko bomo vzpostavili ravnovesje po energijskih točkah, kaj to pomeni. Ko ne bom več v strahu, recimo glede denarja in preživetja, takrat bom se zavedala, ali pa se zavedam, da sem prišla v to življenje popolnoma opremljena za preživetje. In tako kot narava, stvarnik poskrbi, da imamo dovolj vdihov, tako vem, da bom imela vedno za preživetje. Naslednja stvar, če pogledamo spolno čakro, da se začnem zavedati, da nisem manj vredna. In sploh tisti, ki predelujete samovrednost skozi to, da mogoče ste bili nezaželen otrok. Mogoče so vam vedno govorili, da ste zaželeni, pa nekje v sebi občutite, da nekaj ni v redu. In lahko preverite z mišičnim testom, se pravi, če imate občutek, da niste zaželeni, je potem velika verjetnost, da ne upate se izražati v tem življenju, zaradi tega, ker bi bilo boljše, da te ni na tem svetu. Bi bilo boljše, da se sploh nisi rodil. Mnogi vem, da ste poslušali to, bi bilo boljše, da te dejansko ni. Potem, če predelujete svojo samovrednost, se pravi, kdo jaz sem. In tukaj imamo Slovenci čisto vsi problem. Tudi Slovenke.
Kdo jaz sem kot slovenski narod? Mi smo majhni, nemočni, hlapčevski narod, nič se ne da, mečkani smo, res se ne da. No in po drugi strani, športniki dokazujejo, da se da, mi se pa vrtimo ves čas v eni in isti juhi, Ves čas se ukvarjamo, kaj je nekdo drug rekel in kaj so naredili in kaj niso naredili in politika in tako naprej. Namesto, da bi vsak začel pometati pred svojim pragom. In če bi za začetek vsak začel to delati, vem, ja, to pa boli, ja. Seveda boli pometati pred svojim pragom. In naslednja stvar, glejte, kdor ima težave s tem, s to samovrednostjo, na celičnem nivoju se mu sprošča ta grozen strah oziroma stres, ker ta strah mu povzroča stres in ta popkovna čakra pa solarni pleksus sta direktno povezana z nadledvičnimi železami. In, a veste, kaj vam svetujem? Dajte se zvečer, mogoče pred spanjem, ko se usedete in ko se zahvalite za dan, parkrat ponovite, kdo jaz sem. Stvarnik, pokaži mi, kdo jaz sem. Kdo sem jaz? Zdaj mogoče se smejite moji slovenščini. Kdo sem jaz? Pokaži mi, kdo sem jaz. In ko boste videli, kako vam gre skozi misel, kdo si ti, pa boste mogoče ovrgli, pa boste rekli, ne, to nisem jaz, ne morem biti to jaz. Ampak kdo si ti? In mogoče, ko se vprašaš, kdo sem jaz, začnete naštevati neke naloge, ki jih opravljate v tem življenju. Ampak kdo si ti? Velika, veličastna duša. Sigurno. Vsi mi smo velike, veličastne duše. Zdaj to, naprej pa je srčna čakra, da objamemo to veliko, veličastno dušo, da enostavno sprejmemo ta del, da smo veliki. Zdaj pa še ena stvar. Dokler ne odpustimo ljudem, ki so nas ranili, in dokler nosimo v svoji duši sovraštvo do kogarkoli, imamo velike težave. In preverite z mišičnim testom za vse tiste ljudi, s katerimi nimate ravno krasnih odnosov, in preverite, sovražim dušo tega človeka. In pogosto so to najbližji ljudje, tisti, ki vas najbolj šolajo, preverite, sovražim dušo tega človeka. In če dušo tega človeka sovražite, verjemite mi, če ne boste sčistili te vezi, boste s tem ljudmi plesali tudi v naslednjem življenju. No, potem naslednja je pa potem izražanje. In izražanje je povezano s tem delom, ramenskim obročem, kako stojimo, kako vdahnemo življenje, ker poglejte, jaz, če sem tukaj skrčena, lahko vdihnem, ne morem. In če sem tukaj sproščena, pomeni, da vdihnem energijo življenja in se lahko izražam. Zdaj pa govoriti skozi svojo resnico. No, to je pa zdaj zanimivo. Govoriti skozi svojo resnico. Dokler je naša resnica bolečina, bomo govorili skozi svojo resnico. Dokler je naša resnica krivda, bomo govorili skozi svojo krivdo. Dokler je naša resnica strah, bomo govorili skozi svoj strah. Jaz sem toliko prijazna do vseh. Sploh ne vem, zakaj so vsi tako kruti do mene. Zato, ker govorim skozi strah. Ko jaz govorim skozi svojo moč, takrat nisem več miška, ki se skrije v kot, ampak se upam postaviti. Ker se izražam skozi svojo resnico in ta moja resnica govori skozi mene. No in naslednja stvar, ko si dovolim videti resnico, je povezan to s čakro tretjega očesa. Zdaj pa, tisti, ki imate težave s tem, in jaz sem imela težave s tem, jaz sem si začela ponavljati, vidim cilj, ker pač nisem imela ne vizije, nisem imela ne nekih želj, ker enostavno sem bila programirana na to, da osrečujem druge.
In ko sem si naslikala tisto vidim cilj, se mi je naslikal moj cilj. In poglejte, ko vi si začnete ponavljati vidim cilj, ali pa vidim resnico, dovoljujem si videti resnico. Zdaj pa poglejte, ko si boste večkrat ponovili, mogoče pred spanjem, dovoljujem si videti resnico, je možno, da boste v sanjah dobili neko sporočilo, ko boste enostavno rekli, wow, zdaj mi pa jasno. Mogoče se vam bo zjutraj, ko se boste prebujali, razodela resnica in boste rekli, aha, zato sem tukaj. In vam bo naenkrat kristalno jasno, mogoče kaj predelujete z določenim človekom. Dovolite si videti resnico. Ker dokler niste pripravljeni videti resnice, toliko časa pred njo bežite. In v bistvu ste tako, kot bi imeli razcepljeno osebnost, ker vnaprej tečete nastaviti mino in potem se delate, da ne veste za mino in potem stopite na mino in ste čist presenečeni, tako kot smrkci, se veste, tisti, ki dela tisto presenečenje, ampak ta, ki nastavlja ta presenečenje, ste dejansko vi sami. Zato dovolite si videti resnico. No in potem je pa tukaj gor kronska čakra. Kronska čakra je pa povezana s tem, da snamemo energijske okove. Kot sem prej rekla, pač jaz vidim energije in vem, kako grejo. In te energijske okove, kako sem jih videla, kot bi imeli čez glavo, prav tako kot vikingi, veste, ko imajo tisto čelado, ampak ni scela, ni prav pokrov, ampak gre dol na tretje oko in gre v krog in dobesedno ta okov, pri nekaterih ljudeh gre dol na tilnik, pa gre v krog tukaj kot nek jarem, so pa ljudje, pri katerih gre v bistvu tukaj čez okov, pa potem preko tretjega očesa, to, kar sem prej rekla, na solarni pleksus oziroma na popek, pa na spolno čakro. Zdaj, vem, da mogoče se vam zdi to znanstvena fantastika, kar vam govorim, ampak v osnovi to ni znanstvena fantastika. Kako veste, da imate blokado na vseh teh področjih? Lahko vas glava boli, lahko imate migrenske glavobole, lahko imate občutek, kot da imate okrog glave obroč. In to je to. Zdaj pa kako to počistite? Zdravilna molitev dekodiranja, se zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z energijskimi okovi čez čakro tretjega očesa. No, to sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur, v zadnjem poglavju, kako to očistimo, kako delate meditacijo, da boste sčistili blokado čez hipofizo, čez epifizo, se pravi, to sta dve ključni žlezi v naših možganih. In vam povem, da ljudje, ki so to naredili že pred mano, ki sem jim to svetovala, ti ljudje spijo, pa jih je mogoče leta in leta mučila nespečnost. Se pravi, prav blokado je treba počistiti čez epifizo in čez hipofizo. No in zdaj, če pogledamo nazadnje, je pa zlati plamen tukaj gor na vrh. Zdajle je bil, mislim, da binkošti, binkošti, zdaj ne me držati za besedo, če sem kaj pomešala. V glavnem 40 dni po veliki noči, to je pa pol takrat binkošti pa Jezus šel v nebesa. Malo sem pomešala, pa se ni pomembno. V glavnem, gre se za to, 40 dni po veliki noči se je apostolom pokazal ta zlati plamen, oziroma, tukaj gor, nad glavo, tisti jezički so se jim naredili kot neki ognji. In vemo, da v cerkvi so skoraj vsi svetniki upodobljeni z nekim zlatim sijem okrog glave, oziroma imajo tudi tukaj gor nad sabo ta plamen. Ampak ni potrebno, da ste svetnik, vsi ga imamo. Ampak res vsi ga imamo. In vem, da mi mogoče zdajle oporekate pa rečete, ne, nekdo, ki je tako hudoben, ne more imeti tega plamena. Vsi mi smo povezani z energijo stvarnika oziroma višje duše
In ta zlati plamen pri nekaterih je pač čistanek, ampak to je energijska nit, ki nas drži tukaj v tem telesu. In ta energijska nit je zelo tanka pri ljudeh, ki verjamejo v to, da Boga ni, da so oni odgovorni za vse, in bolj kot potrjujejo to Boga ni, tanjša je ta nit. Ja, da se izmeriti, po drugi strani pa bolj kot potrjujete v svojo božansko moč, bolj kot potrjujete to, da verjamete, da zaupate, da ste v povezavi z višjim jazom, z svojo dušo, da vas napaja božanska svetloba. A ne? Se pravi, točno ta karta, ki je prišla, jaz sem bitje luči, jaz sem nosilka luči in sprememb, skozi mene teče božanska svetloba. Če si boste to ponavljali, skozi mene teče božanska svetloba, se dobesedno ta zlati plamen tukaj gor razširi. Ampak res razširi. Jaz sem božanska svetloba. Ponavljajte si, jaz sem božanska svetloba. In boste videli, naenkrat bo mogoče neka bolečina odšla, zato ker ta zdravilni božji žarek, ki se napaja s to božansko svetlobo, zdravi naše telo. V sebi imate moč, zato ker ste božji otroci. In če ste božji otroci, mogoče je čas, da majčkeno zrastemo, da začnemo zaupati v te svoje božanske sposobnosti, ker jih imamo, in da začnemo verjeti v povezavo, ne v ločenost, in da začnemo dnevno poslušati in gledati stvari, novice, ki nam polnijo ta obroč ali polje naše vere, ne pa da gledamo novice, ki nam manjšajo zaupanje in imamo občutek, da svet drvi v pogubo. Zaupajte. Vsaka stvar, vsaka sprememba, ki se dogaja, na koncu pokaže, da je bila to najboljša stvar, kar se je lahko zgodila. Tako da zdaj, če pogledamo še, stvarstvo nam sporoča, to je pa zdaj, ko imajo duše žur, nam sporoča, kar naprej nam govori neka sporočila, in če se vam kar naprej kažejo neke številke, mogoče če se vam kar naprej kaže številka 333, mogoče je to sporočilo za vas, daj zaupaj. Nebovzeti mojstri so tukaj. Obrni se na tistega, v katerega najbolj zaupaš. Mogoče je to Buda, mogoče je Jezus, lahko je Marija, lahko je kup drugih nebovzetih mojstrov, ampak obrnite se na tistega, katerega verjamete. In verjemite mi, nebovzeti mojstri vam bodo pomagali. Vsi vemo za moč parkirnega prostora. Ko mi angele prosimo, naj nam zrihtajo parkirni prostor, vedno se pokaže prostor točno tam, kjer si zamislimo. In to deluje. Zdaj pomislite, če to deluje za parkirni prostor, zakaj to ne bi delovalo za vaš bančni račun, zakaj ne bi to delovalo za vašega partnerja, zakaj ne bi to delovalo za vašo službo. V sebi imate moč. Zaupajte v svoje božanske sposobnosti, zato ker res ste več, kot mislite, da ste. Tako da uživajte. Želim vam v vašem življenju vse dobro, predvsem pa zaupajte. Vi ste stvarnik, vi ste stvarnica svojega sveta.